Polde Bibič, igralec. Gledalci doživljajo gledališče kot nekaj resničnega, kadar jih prepriča. Ne zanimajo jih teorije o iluzionizmu, psihologizmih, ludizmih, naturalizmih. Nobenih izmišljotin ne marajo. Govorim o naših najljubših gledalcih, tistih neposrednih, neizumetničenih, naravnih, otroško preprostih, tistih, ki verjamejo. Kadar pa preveč verjamejo, se lahko zgodi, da se jim zamerimo. Po Sloveniji hodim z nekakšno komedijo Enega, prirejeno po Kislingerjevih zgodbah Petra Fuleža. Nastopam po majhnih odrih kot Fulež, partizan, ki je že v pokoju, pa hodi naokrog in pripoveduje dogodivščine iz vojnih let. Neka ženica iz Bistrice me je nekoč slišala in kmalu zatem srečala Franca Jermana, ne učitelja iz Hlapcev, temveč pravega, živega delavca iz Tržiča, Jerota. Ženica je vedela, da večkrat hodiva skupaj v hribe, zato ga je zaustavila. Povej ti tistemu svojemu kompanjonu, da naj nam neha nakladati. Dej no, zadnjič je v zadružnem domu predvsem mi govoril, da je bil v partizanih. Mene že ne bo nasral. Je precej premlad, da bi lahko bil v partizanih, pa še vse tisto doživel. Kar povej mu, da laže. Težko je prepričati gledalca. Vsa največja skrivnost gledališča pa je v prepričljivosti. Vendar se zgodi, da na videz nepomembna drobnarija razblini prepričljivost v nič. V drami smo igrali Hamleta. Moja hči Katarina je bila takrat stara 5 let. Gledala je predstavo. Prevzela jo je. V odmoru je bila vsa navdušena. Sodoživljala je z Ofelijo in s Hamletom. V drugem delu Ofelija umre. Pogreb. Grob je bil pogrezalo, veliko 1x2 metra, ki so ga odrski delavci spustili kak meter pod odrski nivo. Popolna iluzija črne jame. Vanjo so položili Mojco Ribičevo, mrtvo Ofelijo. Mojca je spodaj izlezla s plošče pogrezala, tega seveda nihče ni videl, in pogrezalo so dvignili. Grob je bil pokrit. Toda rob pogrezala se je še poznal. Špranja, ki je tekla po robu groba. Tam, kjer je bilo prej pokopališče, je bila v nadaljevanju dvorana v palači. Tam sta sabljala Laert in Hamlet. Pravokotna špranja groba pa je bila še kar vidna. In ko je bilo Hamleta konec, je Katarina izjavila, da ji Hamlet ni všeč. Zakaj? Ofelijenega groba Hamlet pač ne bi smel pohoditi. To je grdo. Gledališko-teoretično je pri takšni rešitvi groba vse v najlepšem redu. Študent režije zaradi nje ne bi padel na izpitu. Samo otroško preprosta duša, ki doživlja Ofelijino nesrečo in jo pretrese njena smrt, ne more kar tako izbrisati Ofelijinega groba iz svoje duše. Zmeraj sem rad hodil na gostovanja po podeželskih odrih. Tam so še gledalci, ki se brez zavrtosti predajajo igri. V Šmartnem ob Paki sem gostoval s Fuležem. Fulež je tako lačen, da kruljenje njegovega želodca izdaja položaj njegove partizanske čete. Reši ga mitraljezec Jaka, ki ga tako tesno prepaše, da kruljenje utihne. Jaka je Savinjčan. Ko sem z odra rekel, ne vem, kje se Savinjčani naučijo takih reči, se je neki možakar v dvorani strašansko razburil. Čez Savinjčane mu pa ne dovolim šimfati, je vpil. In kazalo je, da bo skočil na oder in se me morda celo lotil. Ljudje so ga med smehom mirili. No, na oder ni prišel, samo užaljeno je zapustil dvorano. Gledalcem je bil ta pripetljaj zabaven in predstava je tekla do konca z rahlo razposajenostjo, ki jo je nehote povzročil gledalec, ki ni dopuščal, da bi se kdo norčeval iz Savinjčanov.
Podobnih primerov sem doživel seveda veliko, ko sem gostoval po podeželju s Fuležem, zlasti pa z monodramo Pavla Lužana Živelo življenje Luka D., ki sem jo igral po gostilnah. V Ljubljani sem največkrat igral pri Urški, pa v Šestici, pri Narobetu v Trzinu. Na te predstave so prihajali Ljubljančani in so se, čeprav v gostilni in čeprav so jim stregli s pijačo in hrano, obnašali kot v gledališču. Nekateri so celo jesti prenehali, ko sem začel govoriti monolog. V besedo pa mi na teh predstavah ni nihče segel. Drugače pa je bilo v oddaljenih podeželskih gostilnah. Tam so se včasih razvili iz monologa pravi dialogi. Podeželani so me spraševali, komentirali mojo pripoved s svojimi zgodbami in spomini. Nekoč sem nastopil v bifeju Dela, ki je bilo takrat še v Tomšičevi ulici. Prezgodaj umrli Mitja Gorjup, mladi, ampak izjemno uspešni šef osrednje slovenske časopisne hiše, me je povabil, naj z Luko D. nastopim za izžrebane bralce Dela, ki so jim vsako leto razkazali prostore uredništva in tiskarno. Ob pogostitvi sem jim govoril Lužanovo besedilo. Izžrebanci so bili iz vse Slovenije. Ljubljančanov tako rekoč ni bilo. Ko sem začel pripovedovati nesrečno Lukovo življenje, so mi začeli segati v besedo. Pozabili so na igro in moj samostojni nastop se je razžival v živahen razgovor, ki sem ga od časa do časa prekinil s krajšim odlomkom iz igre, ki pa je spet vzpodbudila gledalce k spominjanju, vprašanjem, pomislekom. Predstava se je zavlekla. Nekateri, ki so morali domov in jih je čakal vlak ali avtobus, so mi podajali roko, se poslavljali, me vabili k sebi. Potem sem spet poprijel štreno monologa in nadaljeval, kjer so me prekinili. Tako smo igrali skupaj in igro sem končal tako, da sem pred dokončnim slovesom z gledalci, soigralci, povedal v kratkih besedah zadnjo četrtino Lužanove monodrame. In potem smo se poslovili. Izžrebanci so sodelovali tako neposredno, preprosto, zaverovano, kakor otroci, ki vpijajo iz dvorane Sneguljčici, naj nikar ne ugrizne zastrupljenega jabolka. Kadar sem z nasmeškom gledal razburjene otroke, sem skozi smeh čutil usmiljenje do njih. Vse so vedeli, hoteli so pomagati, klicali so Sneguljčici, svarili so jo. Usoda pa je tekla svoj neustavljivi tok, kljub krikom strahu, kljub opozorilom, kljub klicem njihovih želja, da bi obvarovali svojo ljubljenko, je Sneguljčica počasi, neosveščeno ugriznila v jabolko. Dvorana je utihnila, solzne otroške oči so gledale, kako se je dopolnjevala groza, ki so jo poznali. Vedeli so, da se bo zgodila, preprečiti pa je niso mogli. Prava tragičnost, očiščenje, katarza. Pri Sneguljčici pač preprosta in prikupna, kakor otroška risba. Krutejša je bila najbrž v Shakespearovem gledališču. Mislim, da je bila otroško neposredna pisana Shakespearova publika, pa publika zlate dobe španskega gledališča. Dobro gledališče vzgaja dobro publiko, dobra publika, dobro gledališče in njuno medsebojno spodbujanje in poživljanje ustvarja ugodno podnebje, da se razkošno razcvete cvet gledališke umetnosti. O takšnem gledališču lahko danes samo sanjamo. Naši gledalci se ne prepuščajo v vrtincu gledališkega doživljanja, ne dajo se začarati, razum jih previdno drži ob strani, ne da jim, da bi se sproščeno prepustili zanosu. Gledališče pa nima več tistega zaupanja vase, da bi se čutilo dovolj močno, da bi lahko prepričalo gledalca z najbolj nenavadnimi stvarmi. Nima več zaupanja v igralca. Kdo bi danes prisodil kateremukoli igralcu takšno moč, kakor jo je imel elizabetinski igralec Edward Allen? Ko je igral Fausta v Marlowovi tragediji, je klical hudiče.
Priklical je 4 svoje soigralce, preoblečene v hudiče. Na neki predstavi pa je bil nenavadno močan. Njegova igralska prepričljivost je bila tako silna, da je bilo na odru nenadoma 5 hudičev. Prepadeni igralci hudičev so zgroženi gledali, kako se je mednje pomešal pravi hudič, ki ga je Elaine priklical naravnost s pekla. Gledalci so se v grozi razbežali. Sam Elaine se je tako zgrozil zaradi svoje igralske moči, da se je menda dal pri priči upokojiti. Razumerstvo nas je tako poenostavilo, da ne verjamemo več v gledališki čudež, v igralčev čudež. Samo kot otrok sem doživel gledališke čudeže. Skoraj pol stoletja po tistem, ko sem doživel presunljivega diletantskega kralja na Betajnovi, sem gledal v mestnem gledališču to Cankarjevo igro v režiji Dušana Jovanovića. Ulaga je bil verističen kantor, ki je vedno bolj zgubljal tla pod nogami, ko ga je črvičila vest. Ulaga je bil prepričljiv brez pretiranih igralskih sredstev ali celo trikov, kakor zmerom. Nasploh živi ta predstava v mojem spominu kot ena meni najljubših. Bila je sodobna, sveža, nova. Brez režiserskega nasilja, pa vendar povsem nova. Posebno nova je bila svojevrstna nenavadna erotika. Bolečo bolehnost Cankarjeve erotike je predstava razkrila s trdo belo lučjo, z ledom, ki v svoji notranjosti gori. Življenje sta dali tej erotiki 2 sicer različni, a v razumevanju sodobnega čutenja sorodni igralki, Milena Zupančičeva in Jožica Avbljeva. Predstava me je prevzela v celoti. Toda prizoru, ki so mi ga vtisnili v spomin študentski diletantje, se je Jovanović izognil. Pri diletantih je Max z vročično strastjo pripravil kantorja, da je v duševni razrvanosti rekonstruiral svoj zločin. Pri Jovanoviću pa se je prizor dogajal za odrom. Max je iza kulis po agitatorsko obtoževal kantorja zločina. Čeprav je bila predstava polna nenavadnih psiholoških stanj, so se njeni ustvarjalci tega prizora prestrašili. Zakaj? Racionalistična zavrtost? Strah, da bi se razumarska publika zasmehljivo odvrnila od naivnega iracionalizma? Sram predvsem, kar je bilo nekoč vrednota? Mogoče je zaradi podobnega sramu Korun nagnal nesrečni uprizoritvi v drami Hamleta Zodra, da je govoril znameniti monolog Biti ali ne biti, skrit za kuliserijo. Zaradi zadrege pred vrednotami preteklosti, strahu, da se jim nismo sposobni približati. Anekdota o Elienovem klicanju hudiča je legenda s pravljičnimi razsežnostmi, pa ni morda le tudi prispodoba o sugestivni moči igralca? Kaj ni tudi današnji igralec sposoben prepričati gledalca, da vidi nekaj, česar ni? Svoj odgovor na to vprašanje bom zamolčal. Sicer pa ga je najbrž mogoče razbrati iz mojega pleteničenja. Vse, kar človek govori o igralcu, je na meji resničnosti. Sega v legendo. Nikdar ne veš, če se ne bo pojavil kak peklenšček. Imam pravzaprav srečo, da nisem znanstvenik, da se resnici lahko ognem in pišem v teatru mimo dejanskosti, da pišem o doživetjih, spominih, spoznanjih, kot so se skozi čas prekvasili z domišljijo, da so zdaj moja najbolj osebna, neresnična resnica. Znanstvenik tega ne sme. Raziskovalec gledališča ima še posebne težave, saj se gledališče spreminja v legendo bolj kot večina človekovega početja. In raziskovalec se kdaj pa kdaj znajde pred težavno nalogo, kako razumno razločevati legendo od stvarnosti, pravi Filip Kalan v svoji znameniti hvalnici igri. Znanstveno se je lotil Levarja, Nablocke, Vladimirja Skrbinška,
Moral pa je priznati, da so se igralci v spominu gledalcev že za življenja spreminjali v legendo. Zaradi igralčeve minljivosti. Zagori kot blisk in ugasne. In njegovega sija ni mogoče spraviti v omaro, kakor knjigo, obesiti na steno, kakor sliko, postaviti na trg, kakor spomenik. Seveda je zdaj že mogoče shraniti igralce v videokaseti. Toda gledati igralčev posnetek ali doživeti njegovo umetnost v gledališču, to je tako, kakor bi primerjali žar sonca z brlenjem žepne baterije. Ko je Javoršek pisal o Štefki Drolčevi in Rudiju Kosmaču v staromodni komediji, je zapisal: govorijo, da igralčeva umetnost zablesti samo za en samcat večer, nato pa zgine kot komet v pozabo. To ni res. Resnična in globoka igralska umetnost ostaja v zavesti gledalcev in se spreminja v kulturno vsebino in dragotino nekega ljudstva. Lepa in vzpodbudna misel za igralce. Toda prostor za svoje življenje v prihodnosti ima igralčeva umetnost vendarle samo v spominu ljudi. Mogoče pa je to še prav posebna sreča. Spomin jo olepša. S hvaležnostjo za doživetje trenutka okrasi spomin igralčeva umetnost z očarljivimi dodatki lastne domišljije. Kombatovič je rekel, da se igralci že za življenja spreminjajo v legendo. To spreminjanje v legendo se lahko začne že zelo zgodaj, včasih že kar na akademiji. Tako živi med nami zgodbica iz Boninih študentskih let. Nadarjeni ljudje so radi muhasti. Taka je bila tudi Boni. Na lepem jo je prijel brezup in takrat je hotela vse skupaj vreči v koruzo. Ko je predmet umetniško besedo prevzel na akademiji Rudi Kosmač, je pri prvi produkciji, ki jo je naštudiral študenti, nastopala tudi Boni. Na dan nastopa pa je Boni obupala nad sabo. Končno ni nič nenavadnega, če igralca popade pred nastopom brezup, nekakšen usoden strah. Tudi starejšim igralcem se to dogaja. Produkcija na akademiji pa je izpitni nastop, ki ga ne gledajo samo navadni gledalci, prijatelji, sošolci in domačini, ampak tudi profesorji, zoprni zaradi svoje nergaške kritičnosti. Ledeno se bliskajo njihova očala, svinčniki malomarno razmetavajo po belem papirju črne številke, s katerimi profesorski bogovi delijo usodo ubogim študentom. Na generalko pred nastopom Boni ni prišla. Stanovala je precej daleč, nekje pri Zalogu. Kosmaču je bilo seveda veliko do tega, da bi Boni nastopila. Končno je bil izpitni nastop tudi preizkušnja njegove pedagoške sposobnosti. Zgodbica pripoveduje, da je sedel na bicikel, oddirkal Zalog, naložil Boni na kolo in pridirjal z njo na akademijo tik pred nastopom. Toda zgodba je močno prekvašena z domišljijo. Še sam sem do pred kratkim verjel, da se je zgodba razvijala tako razburljivo, kakor jo je napihnila domišljija. Razumljiva stiska, ki jo je Boni občutila pred nastopom, je postala legenda in dolga leta burila našo domišljijo. Zgodba o profesorju, ki mu gre tako zares, da z biciklom pripelje na izpit svojo prestrašeno študentko, je postala legenda. Boni je še vsa nebogljena in prestrašena mežikala v svet gledališča, a že se je o njej spletla drobna legenda. Prva. Nekaj pa je v zgodbi le resnično. Rudi je delal zmeraj do konca zares. Najmanjše drobnarije ne bi spustil, da bi svoje delo dokončal kar najbolj temeljito. Boni pa je odgovornost do svojega dela tako močno čutila, da si je spreminjala v strah. Nekaj resnice torej je v zgodbi. Če nič drugega, je res, da se takšna zgodba zlepa ne bi dogodila kakšnemu drugemu profesorju. Rudi pa bi bil zmožen sesti na bicikel, da bi rešil svoje delo in da bi rešil nadarjeno učenko. Prva predstava poklicnega gledališča
ki se jo v celoti spominjam, je bilo Cankarjevo pohujšanje v dolini Šentflorjanski, 46. v Mariboru. Jože Mlakar je igral Zlodja, Branka Verdonikova Jacinto, Zakrajškova Županjo, Potepuha in razbojnika Petra pa Jože Babič. Igralec, ki je imel silno moč nad mano. Še danes se ga spominjam, kako je planil skozi okno in usodno pretresel župana. Spominjam se ga še kot Davorina v Miklovi Zali, pa iz gozda. Spominjam se njegovih prodornih velikih oči. Bil je tak, da se ni bal nebogane hudiča. In ko je s sveto jezo in plamtečim ogorčenjem psoval pokvarjence in krivičnike tega sveta, se mu je na senceh napela žila. Še danes vidim, kakor takrat, kako v njej utripa razjarjeno srce. Prav nestrpno sem čakal, da bi videl njegovo vlogo pred nekaj leti, ko je spet igral Erasma Rotterdamskega v igri o Paracelsusu Ivanke Hergoldove. Kritiki so pisali, da ima predstava svoj kuriozum. Režiserja Babiča je mogoče videti kot igralca. Sedanji kritiki Babiča pač niso videli igrati, zato jim je bil njegov nastop kuriozum. Meni je bil mnogo več. Pomenil mi je po mnogih letih ponovno srečanje z meni tako ljubim igralcem. Z neko posebno radostjo sem ga gledal. Samo zdaj ni bil več tisti razplamteni vihar, za kakršnega imam igralca Babiča v spominu. Režiser Babič je igralca Babiča neusmiljeno streznil. Bilo ga je zanimivo gledati. Vlogo je imel do podrobnosti razčlenjeno, ampak njeno vsebino je samo nakazoval. V gledališkem žargonu pravimo, da je markiral. Hladno je pokazal, kako naj se Erazem igra. Toda norosti igre, njenemu ognju, pa se ni prepustil. Gledal sem režiserja, ki je seveda prinesel na oder fascinantnost svoje osebnosti, ni pa užival v igranju, ni se razživel v vlogi. V žili na njegovih senceh kri ni več tako silno butala med igro. Zdaj mu buta, kadar zapade v režisersko evforijo. Lahko rečem, da sem med gledanjem Babičevega igranja v Paracelsusu nazorno videl razliko med umetnostjo režiserja in umetnostjo igralca. Bolj nazorno ne bi mogel. Ampak tisto pohujšanje v mariborski drami 46. leta, ko je bil Babič še igralec, čeprav je že režiral, toda jaz sem, kakor vsa preprosta publika, poznal samo igralce, režiserji me niso zanimali. Tisto pohujšanje, naj je bilo kakršnokoli, je v mojem spominu ostalo kot najbolj doživeta uprizoritev Cankarjeve farse, kar sem jih videl doslej. Predstavo sem dožival skrajno erotično. Kri mi je vrela, kot je vrelo na odru. Pogumna strast je vzplamtela, kakor zagori suha podrast v od sonca ožganem gozdu. Poetični prizor med Petrom in Jacinto, ki teoretikom, dramaturgom, režiserjem, igralcem dela toliko preglavic, je v mojem spominu na takratno predstavo tako naraven, kakor življenje in ljubezen. Brez vsakršne filozofije sem doživljal ljubezen, ki se ne boji razživeti in se brez predsodkov razdaja, ljubezen Petra in Jacinte. Najbrž ne bi prav nič pretiraval, če bi rekel, da je njuna sproščena ljubezen, kakor sem jo doživljal v predstavi, po svoje vplivala tudi na mojo lastno erotiko. Mislim, da sem se zmeraj zaljubljal preprosto, zemeljsko, odkrito, pa čeprav nesrečno. Toda zmeraj drugače kot Šentflorjanci, ki so ohranjeni v mojem spominu na mariborsko predstavo tragikomično, ne kot neokusne groteskne kreature, da ti je nerodno, ko jih gledaš. Goreli so od erotike. Tragično in komično na njih je bil smrtni strah pred nečim, kar je najbolj naravno na svetu. Farsa je bila v njihovi zavrtosti, da si niso upali sproščeno živeti najbolj življenjske človekove strasti.
ljubezni. Takrat so v mariborskem gledališču radi igrali predstave z rahlim tilom, ki so ga napeli pred odrsko odprtino. Dogajanje, ki ga je gledalec gledal skozi tančico, je bilo zastrto kot v rahli meglici, vse je bilo mehko, nobene ostrine. Kakšen kič za današnje čase, ko mora biti vse čim bolj ostro, grobo, neusmiljeno. Meni pa je ravno ta zastrtost zbujala občutek vroče erotične igre. Saj erotike ne želimo razkriti z neonsko lučjo, temveč z mamečo, skrivnostno svetlobo luninega sija. Ne vem, kakšna je bila tista predstava, mogoče prav nebogljena. Zame Cankarjevega pohujšanja ni brez zdrave erotike, brez osvobajajoče erotike, ki premaguje strah pred spolno ljubeznijo. Samo kaj, ko danes velja za zdravo, zlasti pa še za osvobajajočo erotiko, vsakršna mogoča in nemogoča spolna izkrivljenost. Naj bo kakorkoli že, meni še vedno nekaj pomeni, če ležiš z očarljivim dekletom v zreli praproti, ne mogel pa bi se navaditi, da bi v posteli za rjuhami iz lila svile natepaval v rit manikiranega Pedra. Vse pa je seveda odvisno od tega, kaj človeku pomeni gledališče.